oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljam, Robi. Zdravo, Matevž. No, tole ampak res čist posebno oddaja, zato ker ne samo to, da imamo jasno spet gosta, ki je Luka Gradišar, ki ga bomo napovedali v sekundi ali dve, ampak to pot dejansko snemamo tako, da smo vsi trije v istem prostoru. Po nekje na Facebooku ali v zapiskih bo sigurno tudi kakšna slika, kako se skupaj izgledala, ampak zato, da ne bom sam jaz govoril, Luka Gradišar je najin gost. Luka, pozdravljam. Zdravo, Matevž, zdravo, Robi. V bistvu moramo kar takoj povedati. Luka je zaposlen na fakulteti, na naši katedri. Jaz sem njegov mentor, on je MR, tako da to je zelo hiter uvod za več, kaj počne in o čem bo dejansko govoril po sekundi, ampak Luka, mogoče najprej beseda tebe, da se predstaviš v parih stavkih. Hvala, Matevž. Kot je Matevž rekel, sem mladi raziskovalec pod okriljem Matevža. To se fancy sliši. Trenutno se ukvarjam z naprednimi tehnologijami, kako bi pomagale v gradbeništvu oziroma z BIM elementi. Pa tudi sodelujem na BIM+, kot eden izmed predavateljev, malo pa tudi sodelujem še z podjetjem Elea IC. Zdaj je vse povedal, Luka. Ne, zdaj je povedal, da ni imel izbire, da ne bi bil gost. To je edini gost, ki praktično ni imel možnosti zavrniti tega povabila. Ni smel. Zdaj, kaj pa na meni, zakaj so danes povabili Luko, ne samo zato, ker je pač najin kolega, ampak zato, ker se ukvarja zelo zanimivimi stvarmi, povezanimi z BIM-om. Gre pa za to, da je pač začel uporabljati neke bolj napredne metode, ki nam lahko pomagajo pri ustvarjanju nekih rešitev v BIM okolju, pa bomo o tem mogoče malo več naprej povedali. Jaz bi začel pač s tem, kako se temu pristopu sploh reče, zato ker se že, ne vem, smo že parkrat imeli debato o tem, kako se to prevede, pa bomo mogoče danes prišli do tega, kak je bolj ustrezna rešitev. No, Luka, če pojasniš, kaj si ti uporabljal tudi pri svoji magistrski nalogi, pa kaj boš tudi zdaj naprej raziskoval, kaj je ta nov pristop k načrtovanju stavb? Torej, temu pristopu v angleščini rečemo kot generative design. Trenutno moj naslov magistrske je bil generativni pristop. In s tem pristopom, kot v angleščini nekako pove generative, pomeni, da nekaj generiramo, oziroma to generate. In s tem nekako preidemo pri ustvarjanju karkoli, oziroma pri ustvarjanju modelov in podobno iz faze samega načrtovanja cilja. Ja, sej, v bistvu se razume. Namesto, da delaš, kako boš modeliral cilj, oziroma pač modeliraš kriterije, ki te konec koncev pripelje do tega cilja. Ja, torej mi konstruiramo sam algoritem, oziroma nek zapis tega modela, ki mu podamo cilje, parametre in podobno, in preko tega generiramo veliko število rezultatov, ki nam potem pomagajo pri sami izbiri končne rešitve ali pri izbiri faze in nadaljujemo z samim postopkom. No, jaz bi potem predlagal, da bi mogoče mi ta postopek na kakem primeru malo pojasnil, ker je to zelo tako težko razumeti, sploh če ni kakšne slike zraven, pa kaj takega. Ampak dajmo mogoče zdaj na začetku par besed povedati o tem, kaj ta pristop sploh pomeni, kakšne so glavne faze v tem pristopu, pa kje sploh začneš. No, če se spomniš, tam ena super slika, taka, kjer so 4 koraki, po katerih se sprehajaš v tem pristopu, pa če mogoče kaj več o tem. No. Ja, jaz najrajši začnem na začetku kot z eno ilustracijo, torej da se celo predstavi problem, ki ga želimo rešiti, kako ga želimo parametrizirati in kakšna bodo naše ocene, ki bodo povedale, ali je dizajn dober ali slab. Ne ocene, ampak misliš neki kriterij. Ja, v bistvu kriterij. Katere kriterije mora zadovoljevati končna rešitev, da mi z njimi zadovoljni? Nekako tako, ne? Ja, ti kriterije si izbere sam modelar. Ti kriteriji so običajno lahko cena, volumen, učinkovitost modela in podobno. Kako je ta pristop drugačen od neke parametrizacije? Ja, pri sami parametrizaciji mi naredimo parametrični model,
ki ima pač neke parametre. Tukaj je pa zdaj kot generativni pristop, je pa ena stopnja naprej. Torej, mi podamo še nekako kriterije. Običajno so ti numerični, zato da jih lahko program razvrsti. Lahko so tudi vizualni, samo potem mi moramo nekako razvrščati same te ocene. In s tem potem nam tudi program omogoča, da generiramo veliko število samih različic. In potem jih lahko on tudi razvrsti in s tem dobimo ali zbirko rezultatov, ki nam grejo od najboljše do najslabše, in lahko tudi nekako vidimo, kako različni parametri vplivajo na naš model, na naš dizajn in podobno. S tem prvič dobimo boljši občutek oziroma boljše razumevanje samega modela, drugič lahko pa dobimo tudi optimalno rešitev. Seveda pač mi lahko tudi na koncu izbiramo drugačne rešitve, ampak kot sem omenil, nam pomaga že pri samem temu postopku reševanja tega problema. Robi, ti kar vprašaš. Ja, no, zdaj si polno vprašanj. Za poslušalce moramo povedati, da sem jaz tudi sodeloval pri pripravi Lukove magistrske naloge, zato mogoče malo več vem o tej nalogi, ker sem bil v vlogi somentorja. Ampak mi je vseeno zanimiv ta razlika med generativnim in parametričnim pristopom, ker pri parametrizaciji mi v bistvu se odločimo za en omejen nabor nekih parametrov, ki jih potem kombiniramo med sabo in na ta način generiramo neke rešitve in potem izbiramo pač v množici teh ustvarjenih rešitev. Ne. Pri generativnem pristopu je pa to obratno. Ne. Mi dejansko ne generiramo tistih začetnih parametrov, ampak mi dejansko povemo, kaj iščemo, katere optimume iščemo, ne, iz katere strani. Zdaj, Luka bo mogoče potem v nadaljevanju povedal, kar je zelo dobro bilo predstavljeno na njegovi predstavitvi, ne, in sicer to, da ti lahko imaš ene funkcije, kjer iščeš minimume, ne, in ene funkcije, kjer iščeš maksimume, kar je zelo težko zajel z neko parametrizacijo, ker bi mogel dejansko vedeti, katere tiste vhodne parametre bi moral tako nastaviti, da bi dobil tiste končne rešitve, ne, kar pa običajno ne vemo, sploh če rešujemo probleme, ki prej nismo nikoli reševali. Ne. Zdaj mogoče še eno pojasnilo za poslušalce. Ne. Tukaj se mi zdaj nekako podajamo na področje umetne inteligence in tega strojnega učenja na nek način. Ne. In to, kar Luka počne, to je v bistvu uporaba nekih genetskih algoritmov zato, da rešuješ problem optimizacije nekega objekta ali pa nekaj takega. Se pravi, če je prva faza to, da mi v nekem BIM okolju sploh znamo ustvariti nek objekt, ne, je zdaj to naslednja faza, ker mi želimo ustvariti optimalen objekt glede na neke naše pogoje. Ne. Niti ne objekt, lahko samo en del objekta, pa ne mogoče eno družino, če bi šel rabiti to delati. No. Zdaj pa mogoče lahko Luka me dopolni, če sem kaj zgrešil v tem pojasnilu. Mogoče, če sam jaz ena zadeva, ki se mogoče zdi malo za začetek nemogoča praktično, ne, da bi na ta način načrtoval celo stavbo. Ne. Zaenkrat je še, ne. Zaenkrat še ni... No, se pravi, ne, da je v bistvu zelo težko si ta trenutek predstavljati, da bi zdaj postavil neke kriterije in zdaj bo dejansko računalnik na podlagi teh kriterijev zasnoval stavbo. Najbrž bi vse zelo kvadraste vam prišle, ne? Po vsej verjetnosti, razen če ne bi bil kriterij, da mora biti sobe okrogle. Ne? Ker bi bilo najbolj optimalno, ne? Ja. Ampak se pa zelo hitro vidi priložnost, kako določene elemente stavbe na ta način optimizirati. Ali kakšne poti, ali hodnike, skratka nekaj takega omejenega, kjer se pa ti kriteriji lahko bolj eksplicitno nekako določijo. Ja, zdaj se mi dva govoriva, Luka je pa modro tiho. Ja. Zdaj si mislilo, to si čist grešil. Ne, ampak mogoče bi tako, no, mogoče dajmo začeti tako, ne, namesto da zdaj nasplošno govorimo o neki teoriji, ne, dajmo mogoče Luko vprašati, kako se on tega lotil, katero orodje je uporabil, kaj je bilo pri tem pomembno, pa tak naprej, pa kje so bili mogoče kakšni problemi, pa to, da bomo šli skozi en primer
do tega, kaj generativni pristop sploh pomeni. No, dajmo začeti pri tem, katero BIM okolje si uporabil, pa mogoče kako specialno orodje. Mislim, jaz seveda vem, kaj si uporabil, ne? Ampak poslušalci še ne vejo. Če mogoče lahko malo več poveš. Še predno se vrnemo na orodja, bi pa samo dodal par stavkov. Seveda, kot je Robi rekel, pri parametričnem modeliranju uporabljamo nek nabor parametrov. Kar je tukaj prednost, je pa, da nam računalnik sam poganja iz tega nabora. Oziroma, on sam išče rešitve, sam spreminja parametre in pri tem dobi neke rešitve, seveda jim proba optimizirati te rešitve. To je pač tudi ena prednost, da ne delamo lastoročno, torej ne premikamo sami parametrov in s tem lahko obdelujemo veliko več parametrov preko tega pristopa, lahko obdelujemo 1000, 100, 10.000 različnih rešitev, medtem ko če bi sami to delali, bi potrebovali spremeniti parametre in potem pognati analizo in potem čakati na rešitve in pri tem že nekako izgubimo občutek za samo razumevanje tega problema. Se pravi, z drugimi besedami, z genetskimi algoritmi v bistvu tiste rešitve, za katere vemo, da ne bojo niti približno okolju optimalne, pač zavržemo, pa se osredotočimo na tiste, ko so bližje optimumu. Tako je, kot genetski algoritmi delujejo, nekako imajo 3 glavne elemente. Eno je generiranje samih otrok, drugo je ocenjevanje, tretjič je potem še mutacija oziroma križanje med njimi. Torej, to je pa nova generacija. Torej, iz vsake generacije postanejo ti starši in naredijo otroke. Ali prek mutacije, ali pa preko križanja različnih teh staršev. To nam potem pomaga tudi, da poiščemo kakšne rešitve, ki si jih mi ne bi mogli predstavljati. Naprimer, preko mutacije se lahko kakšne izven takega območja pojavijo boljše rešitve in potem križanje pride spet v tisto območje in nam poišče rešitev tam. Zdaj pa naprej o orodjih. Torej, jaz sem se nekako ukvarjal bolj z arhitekturnim problemom. Torej, na našem objektu smo želeli dodati neka senčila oziroma neka senčilne elemente, ki nam bi pomagali kot pasivno senčenje, torej se ne premikajo, so statične in poleti želimo omejiti število oziroma koliko sonca pride v notranjost, po zimi pa želimo nekako povečati to število, tako da pač želimo bolj energijsko učinkovito stavbo in pri tem smo tudi želeli potem poiskati manjši volumen oziroma manjšo ceno samih teh elementov. In kot sem omenil, jaz sem začel najprej z ilustracijo in tudi s posvetom z arhitektom in z ostalimi člani stavbarji, ki so povedali, kakšna je boljša učinkovitost oziroma kakšna smer bi mogla biti teh elementov. Na koncu smo se odločili za horizontalne elemente. Sam, da malo stavim Luko, ker je kar govoriti o skupini, ne? Nismo povedali, da je bil v bistvu začetek vsega skupaj bilo na PBL kursu na Stanfordu. Luka je bil pač član te mednarodne skupine in tam so prišli do nekega problema in tam sem prvič srečal s tem generativnim pristopom, ki ga potem tudi razvil v svojo magistrsko nalogo. Samo tako, da bojo poslušalci vedeli, ko začneš govoriti o skupini. Odkje je to prišlo? Če sam stavim, to je ta stavba, tako je. A to na vrh na strehi so imeli pa sončne celice. To je moja ljubljena tema. Včeraj sem prodajal to idejo namreč za naš faks. Mogoče bomo Luki dali nalogo, da bo optimalno razporeditev z generativnim pristopom naredil. Recimo, ja. To je tudi ena možnost, ja. No, prosti, ko sem te prekinil, pa vas zdaj nadaljuješ. Če nadaljujem od Robija, torej, to je bila ena naših ciljev, da naredimo čim bolj učinkovito stavbo in pri tem zadostimo nekim nalogam oziroma challengeom, v katerih smo tekmovali med skupinami. In ta rešitev nam je potem tudi zagotovila eno izmed teh nagrad. No, in zdaj, kot je Luka začel, imeli so par kriterijev. Najprej so bili seveda arhitekti, ki so hoteli imeti neke vizualne kriterije. Potem so se pa začeli bolj inženirski
inženirski problemi, inženirske zahteve. No? In tri take med njimi so bile, da so morali minimalizirati sončno sevanje zaradi vročine, ne? Morali so maksimizirati vseeno sončno sevanje po zimi, se pravi poleti minimalno sonca, po zimi maksimalno sonca, pa volumen ste morali minimalizirati, verjetno zaradi izgleda. Ja, zaradi stroškov. Ta volumen se nanaša na senčile. Ja, torej volumen samih elementov, ki se nekako potem tudi prelevi v same stroške. Torej lahko poenostavimo samo z volumnom. Tako, ne? In to je bilo potem, to so bili ti 3 kriteriji, ki si jih ti uporabil za svoj generativni pristop. Ne? Zdaj pa, če mogoče opišeš, če so se pojavile kakšne težave, pa kakšne so bile začetne rešitve, kakšna je potem končna, pa moš tako malo bolj plastično opisati za tiste poslušalce, ki ne bodo šli pogledati kakšne slike na spletno stran BIM pogovorov. Torej, ja, naši elementi so bili kot leseni horizontalni elementi, ki so bili namenjeni za senčenje. In začel sem tako, da smo imeli v Revitu sam model stavbe in potem sem uporabil orodje Dynamo, da sem generiral oziroma izgradil parametrični model teh senčil. In kot naslednja stopnja sem pa odkril potem orodje Refinery, ki je pa od Autodeska, torej če treba pogooglati, se pogoogla Autodesk Refinery, drugače so nekatere druge rešitve. In ta orodje je tudi Autodeskovo, ki ga promovirajo kot generative design oziroma neko kot orodje za umetno inteligenco. In s tem orodjem nam potem omogoča, ko imamo mi sam parametrični model, ga malo prilagodimo in dodamo nekatere kriterije, popravimo parametre in potem lahko s tem generiramo različne rešitve in potem spet se vrnemo na samo obravnavanje teh rešitev. Torej, 2 najtežja dela sta tukaj prvič generiranje oziroma izgradnja parametričnega modela. Torej, tukaj gremo zdaj na mesto, da ročno naredimo oziroma ročno modeliramo ta model, gremo, da moramo izgraditi parametrični model. Se pravi, je tole slika v bistvu tega, ki je zgrajeno v Dynamo za tele? Tako je. Torej, v Dynamo delamo kot vizualno programiranje, torej s kodo sprogramiramo naš model. Povemo začetne točke, kako se potem točke razporedijo čez črte, kako se te točke povezuje, kako se črte delijo. In tukaj je bil največji problem zagotoviti nekako arhitekturno privlačno obliko. Torej smo želeli nekako tudi izgled poboljšati in je bilo tukaj izgrajeno kot nekako v obliki lesenih vlaken za nekako valovito obliko. In potem ta druga stopnja oziroma ta drug problem je pa zdaj razbrati rešitev oziroma množico rešitev, obravnavati te rešitve in potem izbrati nekako končno rešitev, ki nam bo predstavljala končno rešitev na samem modelu. Tole, če gledam, je to vse še v bistvu parametrizacija tega, ne? Tako je. Torej, najbolj obsežni del je sama izgradnja tega parametričnega modela, potem pa lahko prilagajamo to samo kodo, da dodamo kriterije, dodamo parametre, izberemo, katere bomo obravnavali, potem pa preidemo na samo generiranje rešitev in potem na analizo teh rešitev. In kako so tele valovi nastali? Čisto konkretno. So bili pa tako, da sem uporabil različne enačbe, torej sinusne in kosinusne enačbe, dobil presečišče med nekimi modelnimi črtami z temi horizontalnimi črtami, ki bodo predstavljali na koncu same lamele in potem dodal to oziroma apliciral to enačbo na same te presečišča in potem spet povezal nazaj te črte. Sliši se nekako enostavno, čeprav... Mislim, da to sliši enostavno. Ja. Ampak bi rekel tole, najbrž bi bila takole zadeva bolj nekako pisana na kožo enemu arhitektu. Ne? Tako je. To najbrž bi na koncu arhitekt pripravil eno tako obliko gradbenik, pa bolj z vidika optimizacije, potem pa tako je. Verjetno. Ne?
To se lahko ponovadi uporablja v vseh disciplinah. Jaz sem nekako se želel naučiti Dynamo oziroma izboljšati moje znanja samo Dynamo in sem pri tem tudi spoznal to orodje samo Refinery in se pri tem zelo veliko naučil glede tega. No in zdaj se pač poraja par vprašanj. Prvo je, koliko procentualno je bilo dela za izbiro tiste končne rešitve, pa če ste dobili oceno, koliko optimalna je bila, ker jaz mislim, da so vse eni kriteriji prevladali. Rekel bi, da tukaj prevlada, en kriterij bil zagotovo cena, drugi bil pa tudi izgled. Zdaj, koliko ste morali truda vložiti v to, da ste izbrali potem tisto končno rešitev? Torej, za končno rešitev nam je pomagal vse znano, da lahko bi delali do nedogled. Ja, zato sprašujem. Ja, lahko bi obravnavali te podatke nedogled, ampak časovno nas je omejil tako, da smo pogledali, da je neka zadošča neki ceni, torej ne prekorači neke maksimalne cene in poiščemo najbolj optimalno rešitev glede na to ceno. In kot sem rekel, obravnavali smo 3 kriterije in to je samo zato, ker če bi obravnaval samo ceno, vemo, kakšna je bila rešitev. Torej, tukaj bi takoj dobili ekstremno rešitev, torej ni nič elementov. Drugi kriterij je bil sončna efektivnost oziroma sončno sevanje poleti, torej da nič sonca ne pride v notranjost, ki nam bi segrevalo prostore. Torej, tudi če bi samo obravnavali ta kriterij, tudi vemo, kakšna je ekstremna vrednost, torej kar ravna površina oziroma da se nič ne vidi. Ja, tema. Tretja rešitev je pa spet bila, oziroma tretji kriterij je bil pa sončno sevanje po zimi. Tukaj tudi vemo ekstrem, je pa brez vsega. Tako da v bistvu načeloma, če povzamemo enostavno z enim kriterijem, nimaš kaj početi, ne? Razen če je ta nekaj, ki nima nujno takšne ekstremne vrednosti, ne? Ampak to je že druga zadeva. Ne? Ja. Tako da zmeraj moraš nekako te kriterije kombinirati. Ne? In tukaj potem pridemo malo bolj kompleksno optimizacijo, ki se reče več kriterijska optimizacija in moramo spet pogledati novo oziroma orodja, ki obstajajo za reševanje te optimizacije. Tukaj sem nekako uporabil orodje Paretova fronta, ki se pa uporablja tako, da se te kriterije prikaže na grafu, torej ali na 2D ali na 3D grafu. In kriteriji oziroma oba kriterija morata biti, da jih želimo minimizirati oziroma maksimizirati. In ko jih lahko tako prikažemo na grafu, se lahko vidi nekakšna fronta, torej nekakšna krivulja se lahko se izriše, na kateri krivulji rečemo, da so te rešitve Pareto optimalne. Definicija je, torej, če se nahajamo na krivulji, ne moremo na račun nekega kriterija zboljšati drugega. Torej, težko je to opisati. Ta graf v bistvu tukaj? Lažje je pokazati na grafu. Kakšen graf tukaj na nalogi, tak, ko se da to videti? Te grafe imam trenutno, kot sem jih uporabil za Bima Plus, pa še zdaj za članek. So malo bolj jasni grafi, ki se jasno prikaže ta fronta. No, ampak v bistvu meni je konkretno tale prikaz zelo lep, ne? Kjer so očitno tole kriteriji, ki ima vsak kriterij svoj minimum pa maksimum. Tako, in potem se da z neko bolj manj tudi ročno optimizacijo tega, v bistvu teh minimumov, maksimumov dejansko dobiti 3-4 možne končne rešitve in potem pač to najbrž dodatno kaj poanalizirati. Ja, torej znotraj tega pristopa se potem tudi uporablja oziroma sortiranje, filtriranje teh rešitev. Torej, kot sem omenil, tukaj lahko generiramo večje število rešitev, lahko tudi do 1000 ali več 1000 in mi sami ne moremo vseh teh rešitev analizirati. Tako da se tukaj nam pomaga nekako večdimenzijski graf in tukaj lahko potem še sami določimo meje teh parametrov oziroma tudi meje kriterijev in s tem omejimo naše rešitve na tisto izbrano množico. In če tako omejimo na 10 izbranih rešitev, lahko enostavno teh 10 pregledamo in vidimo, ali nam tudi te ustrezajo. Ja, to je še posebej pomembno, če imaš nek kriterij glede vizualne podobe tega,
nekdo mora na koncu to pogledati. V bistvu zdaj najbrž, da bi se računali to naučili, v bistvu najbrž smo še malo dlje od tega. Ja, tako je. Tako da najbrž ima en arhitekt zelo hiter. Torej, dosti hitro odločitev, v bistvu to mu je všeč, to mu pa ni všeč. Torej, tukaj se še ne rabimo bati, da nas bodo računalniki zamenjali. Torej, to je samo še orodje, ki pomaga samemu modelarju oziroma inženirju, ki ga uporablja. Na koncu še vedno je odločitev na nas. Torej, iz te množice rešitev moramo še sami jih pregledati, ali so nam nekako vizualno ustrezne, ali pogledamo še kakšne druge kriterije in tako se moramo sami še odločiti na koncu za končno rešitev. Zdaj se pa nekako v razvoj gre pa, da se nekako ugotovi nekakšen algoritem oziroma uporabi še druga orodja, kot je deep learning, machine learning, da pa lahko tudi poiščemo oziroma da nam program poišče eno rešitev in nam jo tudi to predlaga. Zdaj, če sem čist, zdaj, kaj tole je končna rešitev, tukaj je na slike, ne? Tako je. Kaj tole gledam, v bistvu sem si bolj sprašal, v bistvu, ne? Tole očitno vsaka lamela je drugačna, ne? To je moje vprašanje. Vsaka drugačna, prvič, kako bo je velika, to zmontirati, ne dobro, to se malo hecam, ne? Ampak tole je tako kar unikaten izdelek, ne? Ne, moje vprašanje je bilo, ker eden od kriterijev je bila tudi cena, ne? A cena je bila kriterij? Ja, zato ker tam znotraj volumna minimalno volumen. Ja, v redu, ampak ti si volumen, ne? Ja, ampak to je zajeto. Volumen je, volumen kvadra je neki, volumen v bistvu palčk, v bistvu je pač iz neki družine. Lahko bi jim dali še par kriterijev, no oni so pač to združili v ta kriterij volumna, ne? Zdaj, moje vprašanje je bilo že prej, ko sem ga napovedal, ko sem ga imam več vprašanj, ne? Mislim, kako to sploh vrednotiš cenovno, če nimaš nobenih podatkov od prej, ker to je čisto unikaten izdelek, ne? Zdaj, jaz verjamem, da vi ste delali samo dizajn oziroma model te stavbe, ne? To se potem ni gradil, ne? A je to dejansko uporabno v praksi, ker tako kot je Matej že opozoril, to je vsaka lamela posebej, to je praktično ročno delo, ne? Če tako rečemo, ne ravno ročno, dejansko treba vsako lamelo posebej zmodelirati, ne? A misliš, da to dejansko je tako široko uporabno v praksi? Saj vemo, da so ti objekti, ki gradijo, eni so res taki bolj spomeniki kot objekti, ne? In tam cena ravno ni kriterij, ampak večinoma pa za te stavbe pa vseeno so neki ekonomski vidiki, ki jih investitorji želijo upoštevati, ne? A misliš, da so te rešitve potem uporabne dejansko v praksi tako široko, ali je to bolj taka vaja za to, kaj se da narediti? Jaz bi rekel, da se tole sigurno v praksi se že uporablja in tudi zelo uporabno v mojem primeru, ker delamo to nekako še vedno v Revitu, oziroma Dynamo je dodatek za Revit, se ti modeli dodajo v Revit, tam bi pa lahko nekako dobili ven delavniške načrte. Torej, vsako lamelo bi pripravili oziroma razdelili na liste, prikazali, kako so izrezane in jih lahko pošljemo v delavnico, kjer so pač izrezane ali z CNC mašinami ali s podobnimi orodji. Ne, to je jasno, da se to da, ne? Da se to da. Bolje vprašanje v tem, ker ste vi upeljali nek tudi finančni kriterij preko teh volumnov, ne? Je to bilo res zajeto noter? Ne, v bistvu, če tako gledaš, v redu, pač Luka, verjamem, tle sem najbolj užival, ko si delal tiste sinusne pa kosinusne krivulje, ne? Pa so tele valovi vratali, ne? Ampak na koncu tist kriterij oziroma tisto parametrizacijo umakne strani zdaj nam, bo pač lamele ravna. In to je točno tist, kar bi na koncu, recimo, mi inženjeri, ne? Se najbolj domisli tega, lamele bolj pa ravne, ne? Pa ne bilo najbolj tega vprašanja, ne? No, inženirska rešitev problema bi bila, da bi to vse ravno zmontirali, potem bi pa 3 ljudi postavili, pa bi malo zvijali. Na oko. Tako je bilo verjetno zelo podobno. Ja, res je. Glede cene je bilo tukaj zajeti kot sam volumen, kot neka ponastavitev cene. Lahko bi tudi zajeli kot samo izgradno oziroma montažo. Lahko bi potem vključili v to ceno tudi nekako ohlajanje stavbe in gretje in s tem bi lahko tudi vse 3 kriterije ponastavili na en kriterij. To je pa drugi način reševanja večkriterijske optimizacije, se pa reče scalarization.
Torej, da cel vektor poenostavimo samo na en skalar, torej na eno številko. In s tem lahko v tem primeru bi vse zajeli kot ceno čez neko časovno obdobje in bi lahko optimizirali samo na to ceno. Ampak potem pomeni, da pa moramo malce bolj zakomplicirati te kriterije in bi lahko samo dodali, čez daljše časovno obdobje, dodali bi še ceno montaže in podobno. Ja. No in kakšni so bili zaključki tvoje naloge, kaj si ugotovil? Je ta pristop primeren za gradbenike, bolj za arhitekte? Mogoče vidiš kakšno aplikacijo prav na inženirske probleme? Ja, veliko primerov je že tudi prikazanih s tem postopkom. Lahko se nekako uporablja v vseh fazah gradnje. Trenutno je največja uporaba v samem začetku, torej v idejni zasnovi, ki nam lahko pove, kakšna je nekako bolj optimalna rešitev in iz te rešitve potem lahko izhajamo z bolj detaljnimi analizami in naprej. Kot ena izmed teh primerov so lahko kot optimalna razporeditev pisarn, torej ki nekateri želijo sedeti ali želijo bolj v senčnem predelu sobe ali bolj v sončnem predelu, ali želijo biti bližje drugim inženirjem oziroma ali želijo biti arhitekti in inženirji bližje med sabo in podobno. Tudi aplikacije so lahko v sami idejni zasnovi celotne stavbe, torej lahko postavimo kriterije, število stebrov, tloris oziroma oblika tlorisa, površina tlorisa, naprimer število parkirnih mest v sami stavbi in potem prepustimo programu, da generira večje število rešitev in lahko pregledamo. Torej, namesto da bi spet sam inženir ali arhitekt moral sam dobiti 5 različnih alternativnih rešitev, torej za samo zasnovo zgradbe in jih predstaviti potem samemu ali investitorju ali šefu, lahko tukaj uporabi, namesto da vlaga čas v izgradnjo vsake te posamezne rešitve, vloži svoj čas v izgradnje parametričnega modela, prepusti reševanje programu in potem samo analizira rešitve in če se investitor ne strinja oziroma želi spremembe, lahko samo popravi kodo. Zdaj, to da lahko hitro to spreminjaš, je jasno, koliko časa pa dejansko tole porabi, da se v bistvu nekaj zgenerira, da se v bistvu tlele vidim, da je bilo nekaj povezano še z nekimi računi, ali je bilo na koncu sam preverjena ta zadnja verzija v bistvu z računom v bistvu dejansko teh sončnih žarkov v bistvu. Ampak da se najbrž v ta sklop generiranja v bistvu vključuje tudi zelo kompleksne izračune. Ne? Tako je. Torej, zelo odvisno, kako mi zastavimo problem in koliko analiz potem poganjamo. Torej, spet odvisno časa. Ampak recimo za tale primer, koliko časa je tole, ne vem, koliko primerov je zgenerirali, cirka? Ja, torej, mi lahko pri generiranju si sami izberemo število primerov in potem število generacij znotraj genetskega algoritma in odvisno, koliko dolgo se poganja ta koda. Torej, za sam ta primer se mi zdi za nekako povprečno analizo, torej z 20 različnimi oziroma z 20 različnimi osebki populacije in 6 generacijami, lahko je to trajalo 10 minut, ampak potem sem povečal število, zmanjšal, naredil vsaj 20 analiz različnih in potem te podatke združil skupaj tudi z orodjem Python in analiziral na samih teh podatkih. Torej sem izbral večje število, večji obseg teh rešitev, da sem lahko tudi dobil bolj natančno analizo in s tem tudi bolj optimalno rešitev. Lahko pa tudi uporabljamo čisto manjše število, če smo s časom omejeni in na hitro generiramo manjše število posebkov. Vse genetski algoritmi v bistvu zagotavljajo, da se skozi ugibamo v okolici teh optimalnih rešitev. Ja. Zdaj, z večjim številom se samo mogoče malo bolj približamo temu optimumu, ampak pri večjem številu kriterijev je ta optimum vedno širši, kot vedno zbiraš potem neko povprečje. Pa zelo odvisno je od kompleksnosti problema oziroma kode. No, ampak zdaj si omenil, da pač glede samih orodij omenil si Revit za modeliranje,
Dynamo za izgradnjo modela in pa Refinery za analizo. Za to analizo. Zdaj, to je na recimo temu Autodeskovi strani, podobna zgodba je tudi pač na strani Nemčka, če temu tako rečemo, ne, oziroma Arhikeda, ker imaš Arhiked kot modelirnik, poleg Grasshopper. Tako, ja. Za Refinery je pa sta pa Galapagos tako. In Octopus. Tako, dva sta tam v bistvu, ampak je skratka neka podobna. Dve orodji. Prosti robi se bom poslal. Dve orodji. Skratka, posod se najde neka taka zelo zaključena, lepo integrirana zgodba, kjerokoli orodje, za kjer te ponovadi začne z modelirnikom, ne, in pol okoli tega napletaš vsa ta orodja. Ja, stano so pripomočki. Ja, res. Ja, da namo Robi že na uro gleda, ker sem vodi na predavanja, ali kaj? Noč ne gledam. Bomo počasi zaključili. To je bila ena taka, ne vem, kot rečeno, posebna oddaja, da smo sploh skole 3 skupaj sedeli. Lahko še eno vprašanje, preden zaključimo za Luko. Kaj bo pa naprej? Recimo, zdaj si uporabil ta Refinery, videl si, kakve so možnosti pa to, kakve so pa plani za naprej? Zdaj v okviru vem, da boš delal nekaj v smeri umetne inteligence, pa to, že imaš kakšno idejo, zakaj bi se dal praviti, kako bi to razširil, kako bi to drugače uporabil? Trenutna ideja je upraviti zdaj še malo napredna orodja, torej machine learning, deep learning, te, ki so bolj znana kot AI, torej umetna inteligenca, in s tem nekako samemu programu povedati, kako on sam pride do rešitve. Torej na nekem naboru, na nekem učenju, pridobiti eno rešitev, ki jo potem nam predlaga. Se pravi, bi lahko potem ta pristop uporabil, zdaj si reševal pač nek, recimo, vizualni arhitekturni problem, ne? Da bi to uporabil, ne vem, da bi ti generiral optimalno os za nek predor. Pa bi lahko. Bi bil recimo kriterij minimalna dolžina, ne vem, minimalni volumen izkopa, recimo, ne? Kaj takega, bi šlo to? Sigurno, to je tudi ena mojih želj oziroma načrtov, ki ga želim trenutno tudi se osredotočiti na njega, pa tudi, ja, bolj na tunele, na tunelsko optimizirati to, ker tam tudi vemo, da lahko zelo prihranimo, če dobimo optimalno rešitev. Ja, tam je z minimalnimi spremembami lahko maksimalne prihranke dosežeš. Zato se mi zdi to idealno. Se je tudi v bistvu, ok, to je tunel, ampak imaš pol tudi v bistvu cestogradni mostovi, v bistvu kaj, ne vem, tretja razvojna os, v bistvu tam se, ne vem, že 20 let Tretja razvojna os, odlično. Malo smo prepozni. Ja. No, ampak, aj že določena trasa. Najbrž je, ampak se še se kregajo še zmer najbrž, ne? Verjetno, ja. Tle bi saj prišel pa preko, jaz nisem nič kriv, tako računalnik zračun, ne? Jaz sem kriv samo, da sem med 4 opcijami izbral. Ja, pa tam, slučajno sem dal kriterij, da gre to čez mojo parcelo, ne? Mogoče bi noter ostal političen kriterij, pa bi isti kot zdaj. Ja, sigurno, ne. Ampak vsaj nekje v kodi bi bilo zapisano, da je to jasno bilo videti, ne? Zdaj pa v bistvu, ok, zdaj to raj. Zdaj smo zašli. Zašli smo. Je nič, to je to za tole oddaja, ki je bila, kot rečeno, posebna glede tega, da smo tukaj sedeli, pa tudi zelo skoncentrirali na eno temo, ker je bila tudi želja nekaterih, da se bi pogovori in nekako bolj se toče na neko konkretno temo, tako da je na tem mestu Luka, če si omenil priporočila, kakšno priporočila imaš za naše poslušalce? Predvidevam, da kar priporočam Autodesk Refinery. Jaz vam priporočilo tiste, ki mogoče malo bolj zanima tema današnjega pogovora, ne si prebere Lukovo magistrsko nalogo. Pa zdaj bom napovedal javno, da ne bom mogel Luka potem reči, da nismo napovedali, da pripravljamo članek za gradbeni mesec. Lahko pričakujete, bomo rekli, še v letošnjem letu. Zdaj, ko smo na začetku, ne? Uraden datum za Luko je pa pred poletjem. Luka, kje te lahko poslušalci najde in vprašajo vse o Refinery konkretno? Ali na LinkedInu, ali preko maila, torej mail pa tudi najdete na spletni strani fakultete, ali luka.gradišar@fg ali Gmail. Ok, bomo to tako polinkali, Robi. Še vedno na Robi
robert.vinc.net. Ja, pa tisto info, bim pogovor, ja. Info.bim-pogovor. To mi mora vzeti. Ok, super. Tako da jaz upam, da bo Luka dal kakšne lepe slikce in bomo vključili v zapiske, tako da najprej na zapiske, na bimpogovor.si in tam najdete zadnjo oddajo. Na YouTube ni treba. Na YouTube, absolutno, tam se treba, ne vem, smash this button, pa kako že to rečejo, pa like it, pa ne vem, v tem smislu subscribe, please, ne. Ok, lepo Robi, da sem me spomnil, da moram to povedati. Ker novoletne resolucije drugače bi že šle skozi okno. Jenač, to je vse za danes. Luka, najlepše hvala, da si vsi vzel čas. Ja, hvala vam. Tako da se slišimo spet malo. Do naslednjič. Ja, adijo.